Duo Karmen in September, polovica dueta, Karmen pa na drugi strani telefonske linije. Zdravo. Živjo, Boštjan. Nadaljujeta v synth-popu in ustvarjalnem duhu. Pa ja, zdaj, če si poslušal skladbo, ne vem, ta ni ravno čist synth-pop. Malo sva skrenila, oziroma malo sem skrenila in sicer se odločila narediti pop balado. Vse veš, zdaj konstantno ustrajati v teh synth vodah je tudi tako malce suhoparno, dobivaš pa spontano ideje in se je zgodila ena taka lušna pop baladica, no. Zato si rekla, povej mi zdaj. Ja, tako, povej mi zdaj. Zanimivo, naslov je skladba dobila, mislim, da en dan pred izidom. Prvo je bilo Pokaži mi in me je producent klical in rekel, veš kaj, ta je pa tako zlajnana. Je rekel, da kaj, če bi bilo raje, povej mi zdaj. Čeprav zdaj, ko gledam nazaj, sej ni neke razlike, ne. Je na prvo žogo, ne. Tako da, ja. Je to pesem o odnosih? Ja, zdaj sem že tudi jaz malce suhoparna, ne. Nisem nek tipičen tekstopisec ali pa neki težki tekstopisec in je ponavadi pač ravno so odnosi tista rdeča nit skozi življenje in meni se zdi, da je nekako najlažje pisati o odnosih. Ja, je o odnosih, ne. Tudi nekaj osebnih izkušenj, tako da, ja, se mi zdi, da je nekako najlažje, no, o odnosih pisati. Ne nazadnje sta duet, kjer sta dva. Res je, moški in ženska. Tako da lahko vključujem v bistvu samo najine izkušnje zadnjih 11 let sodelovanja. Je potem epilog razhod ali pa ostanek, ali se lahko obrne drugače? Zanimivo, ne vemo še. Ženska, oziroma ta protagonistka se v tem primeru odloči pač, da bo zadevo za nekaj časa pustila pri miru, da se reši nekih toksičnih zadev, da menja vzorce in kaj bo prihodnost prinesla, se ne ve. Torej, v bistvu se konča nekje na pol. Tako da pustimo se presenetiti, mogoče pride še kako nadaljevanje. Ali mogoče kaj več razkriješ v videu, ki pa je preprost in umetniški? Ja, to pa je zanimivo. Ta ideja za video mi je prišla tako sporedno, ko se je glasba delala. Nisem rekla, malce bom pršparala, rada bi se tudi malce sama sprobala v montaži. In so v bistvu z Damirjem se dogovorila z prijatelji tukaj za Furstove hiše na Ptuju, da so nama posodili prostor, Brane Lobnik je posodil spotlight, tole lučko. In sva lepo mi da to cirka, rečemo, 45 minut posnela, jaz sem to zmontirala in res je preprost, je pa učinkovit. Meni se zdi, da fajn gre z muziko pa z besedilom, no. Se strinjam, sem bil presenečen. Res? Hvala. Tako minimalistično narejeno. Hvala lepa. Ja, to je bil namen. Karmen, če se prav spomnim, sva enem intervjuju tudi govorila, da nastaja album, kako je danes s tem? Ja, veš, zdaj je zanimivo, ne? Materiala je več kot zadosti za plato. Če sem iskrena, že za 2. Ampak slišim ful različne komentarje. Eni rečejo, se ne splača, kaj boš s tem, nisi še štartala z bendom. Ponavadi, če narediš plato, se potem to na koncertih prodaja in tako naprej. Skratka, jaz pa sem se odločila, da se bom prepustila ali pa bom šla s tokom in bom rekla tako, ko me bo zagrablo, čisto iskreno, bom po moje to kreirala v par mesecih, ker materijala res imam zadosti. Je pa dejstvo, da je pa to tudi povezano z določenimi stroški in tako kot sem rekla prej, band še ni zasnovan. Praktično ne vem, kaj si naj s to plato začnem, razen če jo znam v kakšni digitalni obliki, drugače pa v odgovor, absolutno materijala je dovolj za plato, tako da čas pa očitno še ni tisti pravi. Čeprav obljubljam plato zdaj že koliko? 3-4 leta? Ja, kar nekaj časa, zato sem te vprašal. Ja, sploh ni problem, ne, ampak tako kot sem rekla, zdaj če bi šla v LP-je, ne vem, da bi šla zdaj ploščo izdajati, to je res prevelik strošek. Kot sem rekla, nimamo še koncertov, nekega velikega budžeta ni, tako da ne bi se spuščala v neke pretirane stroške, dokler se pač situacija ne razvija v smeri pač to, da sva nekako medijsko malce bolj izpostavljena, ne, in se pojaviva na odrih in tako dalje in tako naprej. Tako da, glej, pusti se presenetiti, lahko pa da se zjutraj zbudim, pa se odločim, glej, zdaj bom pa sestavila zadevo in bo na jesen plata tukaj, tako da, nikoli ne veš. Mogoče se to zgodi ob, samo da pogledam, 3 uri in 51 minut. Ja, točno tako. Skladbo bova sedaj spustila tudi v naš radijski eter, zato Karmen, povej mi zdaj. Povem ti zdaj, da je fajn, da si poklical, da fajn, da sem lahko nekaj povedala, čeprav sem tako utrujena, da grem za, tako kot sem rekla, večerjati in spančkat. In hvala lepa za priložnost in upam, da se še slišimo, oziroma se slišimo zagotovo čez kakšne 3-4 mesece.
Sva Karmen in September in poslušate Radio Aktivno. Hodim po vodah, zaupam brez mej. Podiram mostove, stojijo že tisoče let. Tudi če sem dalec stran, tvoj svet poznam. Ko ostanem sama, rodi se nov svet. Povej mi zdaj, ali čutiš še kaj? Pokaži mi svoj pravi obraz, postavi me v globino san, kjer najde veselje, dojame vala. Pokaži mi. Gledam se v ozvezdju, oddaljujem se v črnini noči. Ne morem ostati in v večnost tkati, če tega ne želiš. Tudi če si dalec stran, tvoj svet poznam. Čutim te v vetru, ki ne pozna meja. Povej mi zdaj, ali čutiš še kaj? Pokaži mi svoj pravi obraz, postavi me v globino san, kjer najde veselje, dojame vala. Pokaži mi. Gledam se v ozvezdju, oddaljujem se v črnini noči. Ne morem ostati in v večnost tkati, če tega ne želiš.